Kaj bi izbrali zase, če vam dam na izbiro samostojno družinsko hišo ali pa sodobno in prostorno dupleks stanovanje z veliko komforta? Hiša je hiša, seveda, ampak pravijo, da z njo nikoli nisi konec in ima praviloma veliko apetita, ko gre za čas in denar. Stanovanje v marsičem poenostavi življenje, tudi poceni, ampak v njem si tako ali drugače bolj omejen. Družina, ki smo jo obiskali blizu Braslovč, je izvedla tako zamenjavo in kako so s potezo zadovoljni? No ja, če smo išli mi posnet, jim verjetno ni hudega. Pravo veselje je, ko na čudoviti lokaciji zraste prav tako čudovita hiša skladnih arhitekturnih potez. Čas je, da spoznamo njeno racionalno notranjost in simpatična lastnika. Veronika in Blaž, povejte nam, kako je padla odločitev, da se iz enega prostornega stanovanja preselita v tole čudovito hišo? Ja, v bistvu smo že prej živeli v dokaj prostornem stanovanju, vendar seveda v bloku vseeno nisi tako svoboden kot v hiši. Zato smo se odločili, da se preselimo na svoje, ker imamo svojo zelenico, svoj vrt in kjer otroci v bistvu nobenega ne motijo sosedov. Tako da v bistvu želeli smo neko boljšo kakovost življenja, zato smo se preselili v hišo. Odločitev za hišo sta zakonca sprejela precej na hitro. Blaž se je z otroškim vozičkom večkrat sprehajal mimo sedanje parcele in čisto po naključju izvedel, da se le ta prodaja. V 2 dneh sta se z Veroniko odločila za nakup in pravzaprav šele takrat začela razmišljati o tem, kakšno hišo bi imela. Vedela sta, da si želita malo drugačno arhitekturo. Spoznala sta arhitekta Boštjana Matula iz biroja AB Objekt in hitro ugotovila, da govorijo isti jezik. Poudarjata, da je arhitekt sprejel precej njunih idej oziroma je le te nadgradil. Tako kot se je začelo, se je vse skupaj tudi v nadaljevanju hitro odvijalo. Veronika in Blaž sta izbrala lokalno gradbeno podjetje in hiša je začela hitro rasti. Prvi vtis je, da gre za precej racionalno arhitekturo oziroma tudi kvadraturo. Na koliko kvadratnih metrih smo zdajle? Bruto dimenzije hiše so 9x11, se pravi vse skupaj je potem slabih 200 kvadratov, neto površine je pa 143 kvadratov, ker smo se pač odpovedali zaradi tega open spacea, ker pač smo želela, da bi hiša dihala, da je bilo čim več teh odprtih površin, čim več stekla, se pravi, da čim več svetlobe in pač to nam je bilo všečno. Se nam je zdelo, da glede na to, da smo bila pač prej v dupleksu, kjer ni bilo toliko te svetlobe, smo si želela, da bi pa pač v hiši bilo to malce drugače. Pri notranjem oblikovanju, Veronika, ste pa vi imeli nekoliko bolj glavno besedo, a ne? Vem, kaj mi je všeč, pač bodi si iz revij, bodi si iz spleta, kakorkoli. Čeprav ta prostor spodaj, ki ga gledamo, je zasnoval sam arhitekt, midva sva se te ideje držala, medtem ko pa te malenkosti, pa pač sem pridodala jaz. Posebej izstopa tale velika slika. Ta slika je v bistvu umetniško delo lokalnega umetnika, to je Miha Brinovec. Dejansko gre za kolaž, ki je sestavljen iz koščkov časopisnega papirja in da to lepo podobo. In dejansko se mi zdi, da zelo paše v ta prostor. Tloris hiše je organiziran zelo funkcionalno. Ob vstopu v hišo je manjša predsoba in WC s tušem. Velik dnevni prostor je združen s kuhinjo. Mogočne stopnice popeljejo v zgornje nadstropje, kjer sta 2 otroški sobi, velika družinska kopalnica in spalnica. Za podkletitev hiše se zakonca nista odločila iz preprostega, racionalnega razloga. Izračunala sta si, da bi bil strošek kleti previsok. Shranjevalne površine, ki bi jih sicer nudila klet, sta nadomestila z velikim podstrešjem in kolesarnico ob hiši. Bila sta racionalna tudi pri lesu, kar se tiče fasade, a ne? Ja, v bistvu tudi naša fasada je nekoliko bolj posebna, narejena kar iz 3 delov, tako da v bistvu les predstavlja tisto toplino. Prav tako sva angažirala lokalnega ponudnika, ki je iz tega sibirskega macesna naredil to fasado. Ampak lokal patriotizem se tukaj še ne konča, ne? Pridemo še do glavne stvari, to je ogrevanje. Tle je tudi dejansko je bila kar lahka izbira, ker imamo res dokaj blizu uspešno lokalno podjetje, ki se ukvarja s tem. Meni je bilo najbolj pomembno, da so res v naši bližini, da nam omogočijo tudi sam servis,
enostavno uporabo, dejansko pač v tem modernem času lahko vse upravljamo preko mobilne aplikacije in kadarkoli jih rabimo, so tu blizu. Torej, za kak način ogrevanja sta se odločila in kako potem to teče v praksi? Odločila smo se za toplotno črpalko, se pravi, to je ta geosonda, ki se izkorišča toplotni vir voda. Toplotna črpalka poleti hišo hladi, pozimi ogreva preko talnega gretja in poskrbi za toplo sanitarno vodo. Lastnika poudarjata, da je pomembno, da se izbere izvajalca, ki sam uredi vsa gradbena elektrodela, pridobi vsa dovoljenja ter ugradi kakovostno toplotno črpalko. Investitorja sta se odločila za toplotno črpalko tipa zemlja-voda. Zemlja kot taka predstavlja en velik hranilnik toplote, ki prihaja s sonca in to toploto iz zemlje lahko izkoriščamo 365 dni na leto. Vedeti moramo, da je temperaturni profil v zemlji tak, da pod globino 8 metrov je temperatura zemlje konstantna, kar pa omogoča izkoriščanje toplote celo leto pri enakih pogojih. Kaj pa v praksi to pomeni? Torej, da zavrtamo v zemljo, kako globoko in kako potem sklenemo ta? V praksi to pomeni, da moramo izvesti geovrtino, v katero vstavimo geosondo, kot je primer tukaj. To je dvojna U-cev, zaprta cev, ki omogoča kroženje vode med zemljino in toplotno črpalko in s kroženjem skozi zemljino jemlje toploto iz zemljine in jo prenaša v toplotno črpalko. Toplotna črpalka pa poskrbi za drugi del naloge, da temperaturo toplote dvigne na uporabni nivo. Uporabniki najprej vidimo tisto prvo ceno in si potem ljudje mislijo, toplotna črpalka v osnovi je draga. Kakšni so vaši protiargumenti? V bistvu toplotna črpalka se po sami investiciji gledano ne razlikuje bistveno od drugih sistemov. Tudi pri konvencionalnem sistemu, če gledamo investicijo kot celoto, moramo kotlu na fosilno gorivo pridružiti še strošek dimnika in vsaj še strošek rezervarja za to ekstra lahko kurilno olje ali plinohrama v primeru plinskega. Toplotna črpalka zaradi izkoriščanja brezplačne toplote obnovljivih virov povrne investicijo v 3 do 5 letih. Seveda nam pa pri tej investiciji izdatno pomaga lahko tudi subvencija in ekokredit Ekosklada, ki nam še dodatno olajša izvedbo takšne investicije. Investicija v geosondo bo ostala več generacijam uporabnikov objekta. A ste kaj preračunali stroške? Kakšni so stroški ogrevanja zdaj pri tej hiši? Zdaj, pavšalno bi ti lahko rekel, da nekje slabih 100 evrov mesečno je skupaj ogrevanje plus vsa poraba električne energije. Se pravi, tle so potem še všteti vsi ti stroji, aparati, ki nam pač funkcionirajo tokom dneva, tako da jaz lahko rečem, da imamo manjšo porabo v hiši, kar se tiče ekonomskega dela, kot smo prej imeli v samem stanovanju. Tele markantne velike stopnice so takoj opazne in je bilo pa potrebno v reki nekaj športa, da ste tole dobili noter, ne? Ja, so mogli fantje malo napet mišice, pa da so vse znosili noter, no, ampak je pobralo nekaj živcev na koncu, ampak bi pa lahko rekel, da sam končni izdelek je pa vreden samega truda in pa vseh stvari, ki je za sabo potegnil. Kako pa je padla odločitev za odprt prostor tule za galerijo? Ja, v bistvu so nam všeč veliki prostori, zračnost. Sicer smo na račun te galerije izgubili mogoče eno dodatno sobo, ampak ker se večino časa dneva zadržuješ v tem dnevnem prostoru in kuhinji, sva pač se odločila za galerijo. Aha, jaz mislim, Blaž, da vi kot profesionalni košarkaš, da imate radi več lufta nad glavo. To mogoče tudi je bilo osnovna mogoče za hec ideja, no, ampak dejansko bolj to, no, ta pogled, ki ti da nek notranji mir in dejansko lahko uživaš praktično cel dan, no, v tem pogledu.